Na Bledu smo obiskali Jana Bizjaka, mladega agronoma, ki skrbi za ekološki vrt. Z našega vrta na vaš krožnik pa je slogan restavracije Vrtnarija, kjer vam jedi postrežejo na travi. Vanje pa so vključeni tudi sezonski pridelki z Janovega vrta. Povejva našim gledalcem, kam si me povabil danes? Ja, jaz sem te pa danes povabil na en zelo poseben prostor, tam, kjer sem praktično jaz doma, in sicer na en tak vrt, ki je sočasno tudi dopust. Tako da dejansko boš lahko uživala in si tudi kaj nabrala. Kaj vse v vašem resortu lahko doživim, recimo, če pridem k vam na dopust? Ja, zjutraj te bojo najprej zbudili, te bo ptiče petje, to je prva stvar, slišala boš ptičke, ne rabiš nobene budilke. Druga stvar je, da boš lahko šla okrog svoje nastanitve in si boš nabrala svežega sadja, tisto, kar sezonsko zdaj raste. Evo, jaz sem ti danes že nekaj pripravil. Jagode, češnje, ribez, šmarno hrušico in tako naprej. In potlej se boš lahko uživala tukaj v senci, pa spočila se boš. In ko bom lačna, bom v vaši restavraciji lahko pojedla kaj z tvojega vrta. To je meni najbolj pomembno. Tako je. Res je, dejansko imamo kar nekaj vrtov tukaj zraven in na teh vrtovih pridelujem sezonsko svežo zelenjavo. Poudarek je predvsem na solatnicah, zato ker solatnice je najpomembnejše, da so sveže, zato ker tudi najhitreje izgubljajo vitamine, minerale. Pa kakšna rukola, špinača, blitva in tako naprej. Te stvari pridelam jaz tukaj in jih lahko tudi v naši restavraciji zaužiješ kot presno ali pa kot del pač jedi. Potem pa še kakšna druga zelenjava, ki je pač sezonsko na voljo in naprimer, evo, danes sem ti nabral tudi cvetačev, brokoli, redkvice si lahko nabereš tudi sama. Tako da ja. Ampak takale cvetača na tvojem vrtu, to je res nekaj posebnega. Kako ti uspeva taka lepa zelenjava? To znanje, ljubezen, veselje do dela? Kombinacija obojega. Najprej moraš imeti nekaj znanja, ljubezen je pa tista pika na i. Ja, prej sem opazila na tvojem vrtu, kar nekaj kompostnikov imaš. Moraš znati delati z njimi? Ja, jaz poskušam čim manj komplicirati, zato ker tudi je dejansko, sama veš, da je veliko dela na vrtu in da, ko so vse stvari na kupu, si moraš stvari nekako čim bolj tako zorganizirati, da ti časovno to tudi uspe izvesti. Tako da jaz kompostnik samo nalagam, če je dejansko vroče, ga zalivam. Dela se sam, jaz ga samo poberem in dam rastlinam za njihovo hrano. In to je nekaj najboljšega, kar lahko daš rastlinam, domač kompost, ne? Tako je, res je, to je kakor da bi približno vam ženskam dal čokolado. Jan, povej mi, kaj vse ti trenutno raste na tvojem vrtu? Kar se zelenjavnega vrta tiče, so itak sezonsko na voljo redkvice, solate celo leto, rukola praktično celo leto, samo zdaj je pač z nekimi dodatki, lukencami od bolhača. To je tudi ena od pomembnih stvari, ki jih zraven počnem, da izobražujem ljudi, ozaveščam goste, da vsem dejansko raj poje rukolo, kmake pa sem kakšno lukenco, ker ni bila škropljena z ničemer. Se pravi, eno je pridelava, zdrava pridelava, deljenje na svetu tudi našim gostom in pa tudi ozaveščanje zraven, ker mislim, da je to tisti korak, ki se moramo vrniti, da ne kupujemo pa ne jemo toliko z očmi, kakor je bilo to včasih. Jan, prej si rekel, da je pomembno znanje, ljubezen, veselje do dela, kaj pa izbira pravih sadik? Tako, predvsem pri sadnih rastlinah, še bolj kot pri zelenjavnih, ker sadne sadimo za daljše časovno obdobje, je pomembno, da izberemo neke take prave sorte, se pravi, ki so manj občutljive, bolj rezistentne, bolj odporne na bolezni in pa škodljivce. Pri jablanah je to naprimer na škrlup, pri naprimer slivah na šarko in tako naprej. Se pravi, jaz sem se pri zasaditvi v rezortu osredotočil na to, da sem izbiral med odpornimi sortami. Na vrtu, na zelenjavnem vrtu pa poskušam tudi neke take naše avtohtone sorte, kot je naprimer štajerski sivček pri fižolu, kot je leda, ljubljanska ledenka pri solati, da dejansko tudi take sorte sadim, ki so tukaj tudi najbolj prilagojene in potlej imaš tudi veliko manj dela in tudi veliko večje veselje, ker ti rastline bolj uspevajo. Tako da tudi pri češnjah, dejansko to je češnja, ki je zelo lepo raste na Gorenjskem, ni bila nikoli škropljena in tako naprej. Tako da marsikatere sorte tudi dejansko sprobavam
jagode, imam 10 različnih sort jagod in potlej odberem tiste najboljšo sorto, da je dejansko tudi potem najlepše uspeva. Se ti zdi, da ljudje, ki prihajajo k vam, znajo ceniti, kaj dobijo na krožnik, znajo ceniti to naravo, ta mir? Ja, veliko je takih ljudi. Predvsem jih veliko zanima. Ko vidijo dejansko stvari v praksi, ko vidijo, kako lepo rastejo, jih potem veliko stvari zanima. Od načina gnojenja, od načina pridelave, izbora sort in tako naprej. Tako da veliko komuniciram tudi z gosti, tisti, ki jih pač to zanima. In potlej si jim izmenjam kakšne izkušnje in tako naprej. In to zelo znajo ceniti, se zelo lepo tudi zahvalijo. Kakšni imajo zelo velik tudi rešpekt, spoštovanje do tega, kar tukaj raste in vprašajo, če pravzaprav sploh lahko utrgajo. Tako da sem zelo prijetno presenečen nad odzivi gostov.